Torej, dobrodošli, dober večer. To je cikl ženske, ki navdihujejo in premikajo meje. In nocoj bo nas navdihovala Maja Simoneti, dobrodošla. Tudi sicer nas navdihuje, ne samo nocoj, zelo navdihujoč človek. Vesela sem, Maja, da si se odzvala mi, da se bova tikali, ko so se zmenili, ker se poznava. Tako da pač je to znak poznanstva. Kratek uvod najprej o doktorici Maji Simoneti, potem sledi pogovor in na koncu bova veseli, če se boste kaj oglasili s kakšnim komentarjem, vprašanjem, čemkoli. Torej, doktorica Maja Simoneti, kot najbolj veste, je krajinska arhitektka, je tudi častna članica Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Lansko leto je zbornica podelila platinasti svinčnik. To je seveda še eno pomembno priznanje za njen raznovrsten, kakovosten opus, ki sega na res vse ravni prostora, kot tudi na različna strokovna področja, kot so zapisali. Maja Simoneti predstavlja eno najpomembnejših strokovnih osebnosti slovenske krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja. Torej, Maja deluje na Inštitutu za politike prostora, če ne veste, kakšen inštitut, ampak kje to sploh je. Torej, to je nevladna, svetovalna, raziskovalna organizacija na področju trajnostnega urejanja prostora. Še mečkaj gremo nazaj v zgodovino. Maja Simoneti je diplomirala na oddelku za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete v Ljubljani, potem je delala tam kot mlada raziskovalka, kratka biografija, ker želim, da Maja več govori kot jaz. Potem je magistrirala na področju krajinske arhitekture z delom vključevanje javnosti v urejanje mestnih zelenih površin. To je kasneje potem išlo v monografiji Mestne zelene površine. Maja s seboj prinesla tudi svoje knjige, o katerih bova tudi lahko kasneje spregovorili, ali pa si jih boste pogledali, če jih ne poznate. Potem je leta 2016 doktorirala z raziskavo Celovit sistem ukrepov za urejanje javnih zelenih površin v slovenskih naseljih. Torej, delo na področju prostorsko-načrtovalskih, urbanističnih, krajinsko-arhitekturnih in raziskovalnih projektov je nadaljevala na ljubljanskem urbanističnem zavodu, kjer je kot vodja projektov sodelavka v interdisciplinarnih skupinah izdelala več kot 100 projektov različne narave. Je avtorica in soavtorica več prispevkov v publikacijah, strokovnih znanstvenih publikacijah, potem tudi sodeluje ves čas na konferencah, simpozijih doma in v tujini. Omenila bi še to, da je decembra lansko leto v Drami bila premiera drame Kako je padlo drevo, avtorice Katarine Moran, Žiga Divjak je režiral in Maja je napisala tudi tekst za gledališki list. Tudi v tej predstavi bova lahko spregovorili. Tako zelo na kratko o Maji, zdaj pa bi se lotila kar tebe. No, povej nam, ki nismo iz tega področja, kaj pravzaprav je krajinska arhitektura, kaj vse obsega? Ja, v bistvu, zdaj si že predstavljate lahko mogoče, samo ime pove, da je to ena vrsta arhitektura, v bistvu je pa to stroka in veda, ki je nekako nastala in se razvila na presečišču družboslovja, naravoslovja in tehnike. To je inženirska stroka, arhitekturna stroka, ki pa v bistvu ne gradi objekta, ampak se ukvarja pravzaprav z gradnjo in urejanjem odprtega prostora. In ona se pojavi, potreba po razvoju te stroke se v družbi pač pojavi, ko se izrazijo problemi, ki so povezani s prenaseljenostjo, z vprašanji usklajevanja razvoja v prostoru, z vprašanji razmerja, grajeno, odprto, zeleno, grajeno. In domena te stroke je skratka odprt prostor v dialogu z stavbo, v dialogu z mestom, v dialogu z tudi nepozidano krajino, skratka ureditve v krajini naravni tudi. In kako, zakaj si se odločila za ta študij, kaj te je pritegnilo? Pač tako klasično vprašanje, ampak me zanima. To je težko zdaj za nazaj reči, bi tako rekla, da je to ena taka srečna kombinacija, To je eno tako srečno naključje, da te nekaj najde, kar si pravzaprav ti, več kot očitno sem to jaz, ker se res ves čas zelo dobro v tej koži počutim. Kaj me je pritegnilo? Zanimale so me v bistvu stvari, ki so
Bila sem na filozofski fakulteti, kjer je bilo pravzaprav, so bili ti sprejemni dnevi, spoznavni dnevi, izrazito nenaklonjeni študentstvu. Oni so ti dali pač vedeti, da če se ne boš čist na tla vrgel in čist spremenil in čist podredil, pač nisi dobrodošel in boš tudi izpadel iz sistema, te bo sistem izplunil. Medtem ko je bilo na krajinski arhitekturi drugače. Tam so te skušali očarati in prepričati, da je to nekaj zanimivega, da rabijo pametne ljudi, da rabijo ljudi, ki jih zanima narava, ki jih zanima kultura, ki jih zanima umetnost in hkrati, ki so tudi zelo stvarni in ki so tako bistri, se pravi, znajo tudi kaj izračunati, znajo se tudi znajti v racionalnem razmisleku o problemih. In to je bilo pač za tiste, ki smo bili tako pridni. Meni je bilo to grozno všeč, ker to je ena fina kombinacija tega, kar sem jaz takrat rada počela. In ja, spremne izpite sem pač pol naredila in tako sem se tako našla. Na filozofski so te pa prestrašili? Ne prestrašili, ampak to je bilo odbojno. Mislim, jaz sem potem pragmatično opisala ekonomijo, to je bilo v familiji, in pol sem opisala še krajinsko arhitekturo, če bodo sprejemni izpiti uspela. Če ne bi šla pa pač na ekonomijo. Tako nekako je bilo. No, torej, kot sem prej rekla, si vodila vrsto mednarodnih projektov, tudi razvojnih in aplikativnih raziskav. Mogoče nam poveš kaj več o fokusu teh projektov in teh raziskav. Me zanima, ker to pač dejansko so mednarodne raziskave in projekti, torej sodeluješ z ne vem, zgolj Evropo ali širše? V bistvu sta naprimer dva taka zanimiva mednarodna projekta, ki se mi zdita mogoče vredna tako razprave. En lep projekt je bil projekt, kjer smo se ukvarjali pravzaprav z ozaveščanjem vrednot o prostoru v relaciji tega, da se bo družba soočila s trajnostnim razvojem in da bo treba spremeniti vrednote. To, kar se nam danes zdi že zelo logično, se nam je takrat pred 20 leti zdelo en tak velik izziv. Danes se vsi pogovarjamo o spreminjanju vrednot, o spreminjanju navad, potovalnih, prehranskih in tako naprej. Pred 20 leti, ko smo mi v ta projekt stopili, je bila to ena taka stvar, koncept trajnostnega razvoja je bil pri nas zelo, mi smo zelo zadržani do konceptualnih takih, bom rekla, pojmov, tako se je malo z rezervo gledali na to, češ to je ena taka izmišljotina. Ampak seveda v Evropi in pa tudi na globalni ravni, Združeni narodi so bili takrat v nekem procesu desetletja izobraževanja za trajnostni razvoj, je bilo pa to nekaj normalnega. In mi smo v bistvu s Ministrstvom za okolje in prostor stopili en tak zanimiv evropski projekt, kjer smo se ukvarjali 5 držav, Nemci, Poljaki, mislim, da so Italijani, Slovenci in potem so bili pridruženi opazovalci, tudi Črnogorci, z vprašanji, kako v šolski sistem pripeljati vrednote prostora na ta način, da bodo ljudje bolj ozaveščeni lahko svoje osebne izbire izvajali, pa tudi seveda sodelovali kot neki strokovnjaki, kasneje v odraslem življenju pri izbirah in pri ravnanju s prostorom. To je bil en zelo fajn projekt, ker je nam omogočil, da smo se zelo poblizu seznanili s kurikulumi, kaj se pravzaprav v naših šolah uči, kako se v šolah uči in iskali te poti, kako bi se dali to, mi smo temu rekli, prostorsko pismenost pravzaprav pripeljati noter. En tak eleganten način, ne da ti pač neke nove predmete pripelješ, ampak da pravzaprav samo povezuješ materijo in ustvarjaš pravzaprav zgodbe za klasičnimi predmeti, ki povezujejo znanje in potem prispevajo k temu, da so ljudje bolj ozaveščeni in da bolj dobro razumejo, kaj pomeni bivanje na podeželju, kaj pomeni bivanje v mestu, kaj pomeni, če pozabiš misliti na to, kako se boš na delo odpeljal in podobne stvari. In vam je uspelo pač to integrirati? Ja, mi smo naredili eno tako simpatično strategijo. Zdaj, koliko nam je to uspelo v šolsko polje, je težko stopiti. Takrat sem se naučila tega velikega spoštovanja do teh velikih sistemov, da je pač šolsko polje en sistem, kjer moraš biti zelo previden in spoštljiv do struktura. Ampak po drugi strani smo se pa tudi zelo sprostili v tem smislu, da smo začeli verjeti, da v bistvu poznamo nekaj in da lahko pomagamo učiteljstvu in šolam pravzaprav popestriti te programe in prinesti noter nove vsebine. In to smo pa s pridom tudi pravzaprav na inštitutu naprej delali. Kako si pa zdi, da je slovenska javnost, pač neka obča javnost, podučena, izobražena, kar se tiče trajnostnega razvoja? Kot rečeno, zdaj tako, nismo tako, kot so se v kakšnih državah, so se zelo sistematično lotili to, pedagoško pristopati in razlagati ta koncept. Ampak jaz mislim, da razmere same pravzaprav to na jedilnik prinašajo, da je v bistvu ozaveščenost vedno višja.
Predvsem je pa tako, da je to mladim in otrokom zelo blizu. Ta razmislek, ta odnos, ta ozaveščen odnos, da smo vsi eno, da so stvari povezane, da so tudi živali in rastline pomembne in kako so pomembne za naše življenje, kako mi vplivamo naprimer na okolje, to je otrokom zelo blizu. In tako da pravzaprav to prihaja, tudi če tega ne pridigamo, če tega ne pridavamo, prihaja in je vedno bolj prisotno. Zdaj, jaz mislim, da z ozaveščenostjo v Sloveniji nimamo velikih težav. Vse javnomnenjske raziskave vedno pokažejo, da smo mi zelo odgovorni do okolja, da imamo zelo pozitiven odnos do varstva narave, mi smo zelo ozaveščeni, se pravi, ko se izražamo o odnosih. Drugo pa je, kako ravnamo. Tukaj imamo mi velike razlike, to je ena taka značilnost našega okolja, kar se tiče teh sodobnih paradigem, naprimer trajnostnega razvoja, pa tudi zdaj, naprimer, podnebnih sprememb. A razložiš nam, saj verjetno, zdaj si že skozi te stavke in to razlago vendarle povedala, ampak vseeno ena taka zgoščena, recimo, definicija trajnostnega razvoja in trajnostne arhitekture. Zdaj vse bilo. Bistvo trajnostnega razvoja, bistvo tega koncepta je, da v bistvu opozarja na to, da samo ekonomski razvoj, se pravi samo vprašanje proizvodne produkcije sam po sebi ne more delovati in v bistvu se koncept razvije na tem, da je ekonomski razvoj pretirano se zajedel v rabo virov, naravnih virov in pretirane vplive začel puščati v okolju. Ti vplivi so bili, kot nekateri verjetno veste, v koncu 60-ih pravzaprav dramatično škodljivi, in je ta vpliv na prebivalstvo, na zdravje prebivalstva vplival na dvig zavesti, da je pravzaprav treba začeti razmišljati o tem, kaj delamo, kako proizvajamo in kako kot družba delujemo in ta povezava med okoljem in med proizvodnjo je prvi moment. Skratka, skrbeti, da ko proizvajamo in ko živimo, kakorkoli že živimo, ne škodujemo okolju na način, da bi škodovali svojemu zdravju. Naslednja stopnja ali pa dimenzija je pa seveda ta dimenzija odnosa med generacijami. Ko govorimo o tem, da ne bi bili bolj zadržani pri rabi virov, govorimo o odgovornosti do narave in okolja, ki omogoča naše življenje in o odgovornosti do generacij, ki prihajajo za nami. Se pravi, ki bodo morale ravno tako živeti in če jim pač mi uničimo okolje, bodo seveda bistveno težje živele. Tako da gre za neke tri razmerja. Gre za ta razmerja med naravo, človekom in proizvodnjo, v smislu tega, da je treba uravnotežiti se razvojno, da je treba gledati preko posameznih področij. Govorimo o čezsektorskem, čezmejnem pogledu in čezgeneracijskem pogledu na razvojna vprašanja. In ves čas naj bi imeli vse tri poglede odprte. Ne bi govorili o ekonomskem razvoju, brez da bi razmišljali o tem, kaj se dogaja z ljudmi, brez da bi govorili o tem, kako se naprimer družba razslojuje. To je nekaj, kar je mogoče bolj kot v času nastanka koncepta trajnostnega razvoja v 70-ih več kot evidentno zdaj, da razvoj pravzaprav ne samo, da zelo prizadeva okolje, ampak izrazito prizadeva tudi družbo in da pravzaprav se vedno bolj družba razslojuje. In seveda eno od glavno geslo trenutnega, bom rekla, prizadevanja za trajnostni razvoj, cilji trajnostnega razvoja se uresničujejo do leta 30 pod geslom nikogar ne bomo pustili za sabo. Se pravi, družbena dimenzija razvoja je na globalni ravni pomembnejša kot vse ostalo, ker je to tako velika zgodba in tako pravzaprav nevarna dimenzija, če jo povsem pozabimo. Kaj pa trajnostna arhitektura? Trajnostna arhitektura, jaz v bistvu pravzaprav o trajnostni arhitekturi ne govorim, ampak govorim o trajnostnem urejanju prostora. Se pravi, ona je ravno tako, se pravi, je odgovorna do tega, kako ravna z viri, kako ravna s prostorom, kakšen prostor ustvarja, za koga prostore ustvarja, koga pušča zunaj, koga sprejema noter, kako zaseda prostore v smislu tega, da nismo prikrajšani pri dostopnosti, kakšne storitve ponuja, da v bistvu so te relacije odprte,
in skrbi za to, da pač ne načenja večje količine virov, se pravi in zemljišč in virov za svojo gradnjo in za svojo razvoj, kot bi bilo to nujno potrebno. Zato se v bistvu mesta obračajo navznoter, skuša se zamejiti širitev mest v odprto krajino in na kmetijska zemljišča ali pa v gozdove. Zato se v bistvu več govori o prenovah, več se govori o tem, da se na degradiranih območjih, ki so že bila v neki grajeni ali pa urbani rabi, gradi nove stavbe, ne pa na nezazidanih, tako rekoč, bom rekla, predhodno neuporabljenih zemljiščih. To so neka reciklaža pač. Reciklaža, ja. Hvala, ja, to je dober pojem. Reciklaža je v smislu tega tema. Reciklaža in ponovna uporaba virov in uporaba virov, tudi gradbenih materialov, ki so manj invazivni do okolja, ki ne puščajo negativnih vplivov na okolju. Zato se vračamo k leseni gradnji, kot rečeno, prenovi, zgoščevanju naselij namesto razseljevanju. Maja, kako si pa te rezultate svojih raziskav prenesla potem čisto konkretno v prakso, zdaj ne vem, v slovensko okolje, pa ljubljansko okolje, če mogoče nam kakšen primer poveš, ne vem, Šmartinski park recimo, ali pa ne vem, kar se ti zdi, mislim, vse je pomembno. Šmartinski park je v bistvu tak urbanistično-načrtovalski projekt. To je v bistvu neko degradirano območje, ki je pravzaprav en rezervat pod elektrovodi, zraven pokopališča. To ni park. To je takrat, ko se v bistvu začne zgodba, ni park. To so tako imenovane druge zelene površine, ki so pravzaprav samo v funkciji, da podpirajo infrastrukturo, ki je pomembna za mesto, elektrodaljnovode. Pod njimi se pač takrat v desetletjih, bom rekla, stran gledanja razvije vrtičkarstvo, zelo dinamična vrtičkarska skupnost, tam deluje 40 let praktično, in ko pride pač nova oblast, se nekako ona odloči, da to nekako ni spodobno srečanje z pokopališčem in potem se začne razvoj tega območja v tem smislu, da se najprej po eni strani vrtičke omakne, odstrani od tam in se začne razmišljati o razvoju tega prostora v neki prehodu v neko javno rabo. Kolikor je to sploh možno, glede na daljnovode, ki so tam in ki ne omogočajo čist svobodne ali pa kakršnekoli rabe. Zdaj, katera znanja ali pa kakšne raziskave so tukaj noter, to je v bistvu zelo taka elementarno, kot rečeno, urbanistično-načrtovalska naloga. Sigurno je pa tle noter zato, da si ti v pravem trenutku bil v stanju opozoriti, kaj se jaz nisem del razmisleka, da se naj tam vrtičke odstrani, jaz sem prišla v bistvu, ko se je to že dogajalo. Jaz sem se pravzaprav, glede na to, da sem zelo dobro vedela, kaj je vrtičkarstvo kot dejavnost je, kaj pomeni ljudem in kako je v Ljubljani to se je na primer v nekih 30 letih razvoja, ki sem ga jaz proučevala natančno z nekimi raziskavami, razvijali, sem si drznila pač reči, da to ni kar tako, ker prva objava je bila, da zdaj bomo tukaj dali vrtičke stran, ker to je pač res ni primerno, ker je tukaj kulturna dediščina, Plečnik in tako naprej, mi moramo to urediti. In ti, ki so vrtičkarji, naj grejo in naj delajo kaj drugega. Med drugim, ne vem, naj grejo balinati in tako naprej. So bili taki komentarji in jaz sem si potem, glede na to, da sem pač imela to podlago in glede na to, da je tam sedel moj profesor oziroma še asistent, ko sem študirala, profesor Koželj, mu napisala en mail, zato pa lepo prosim, če župan neha govoriti, da so vrtičkarji nekdo, ki gre zdaj pa lahko kar balinati, ker to ni primerljivo, da to je pač nekaj, kar se mi da primerjati. Tako da ja, raziskave koristijo temu, da si bolj samozavesten, da veš, kaj govoriš in da si drzneš mogoče nekaj, kar si brez tega predznanja in dobrega razumevanja enih pojavov in ene fenomenologije, ki je prostorsko-sociološka, družbena, ne bi verjetno drznila ali pa ne bi na tak način naredila. Ostalo je pa zgodovina, ali kako se reče. Ja, pa veliko stvari si naredila, v Ljubljani tudi, še kaj izpostavlja mogoče, ali pa kje drugje, Kje lahko vidimo še produkte tvojega dela in
angažmaja, ker vem, da si zelo, v tvojem aktivizmu, tudi če potem smo govorili, zelo si angažirana na zelo različne strani in se mi zdi, da super stvari pač počneš. No? Mogoče se naveževa še na kakšno od tvojih knjig, ki si jih prinesla s sabo. Ja, zdaj sama sem prinesla v bistvu te publikacije, in to niso samo moje knjige, to so pač publikacije, ki so projektne publikacije, ki so skupinsko delo in kakšno sem tudi mogoče sama napisala. Bolj sem zato prinesla, da se vidi, da je ta razpon dela, ki je tako sicer inženirsko, načrtovalsko, po neki svoji osnovi lahko zelo velik. In mislim, zdaj rezultati v prostoru verjetno niso toliko zelo vidni, kakor so bolj, po mojem, v nekih odnosih ali pa v tem, da si angažiran, prisoten, da komuniciraš pravzaprav strokovno znanje. To je verjetno najbolj viden, sicer so tle moje kolegice lahko povijo, komentirajo, ampak jaz mislim, da je to verjetno najbolj taka očitno viden rezultat, ker jaz pač le nisem projektantka. In moje delo je pač ugrajeno v naprimer, prostorske načrte, to so strokovne podlage, in to so pač tudi, kot rečeno, kakšni majhni projekti, majhne intervencije, kjer pa je pač mogoče spet res bolj pomembno to, da si v pravem trenutku na pravem mestu, da imaš to samozavest, da rečeš, ali pa to voljo, da rečeš, da se angažiraš in da stopiš vmes in pač kakšno stvar premakneš. Da odpiraš neke komunikacijske kanale, verjetno. Ja, mislim, da opozarjaš na stvari, ki bi lahko bile ali pozabljene, na vidike, ki niso slišani, ali pa ki so spregledani, ki so premalo poudarjeni. Večkrat si kritična do aktualnih in sistemskih problemov, ki jih ima pač cel svet, tudi mi, so odraz družbenih razmer. Ko so ti na Zbornici za arhitekturo in prostor podelili častni naziv, torej si častna članica, so napisali takole. Torej, da si ključna oseba, ki s svojim delovanjem podira in premika meje razumevanja, zaznavanja in obravnavanja problemov v urejanju prostora na politični, strokovni in splošni ravni. Kaj trenutno ali pa recimo v zadnjih letih, mogoče desetletju, zaznavaš kot najbolj pereč ali pa eden najbolj perečih sistemskih problemov pri nas, recimo? Mogoče se tukaj tudi dotakneva tega tega rožnika in sečne dreves. Kot želiš? Ne, mogoče ne bom zdaj rožnika, ker se mi zdi, da je vseeno, da je vprašanje fajn in da je mogoče ga vredno odgovoriti. Največji sistemski problem je verjetno to, da nekako nismo pripravljeni pristati na to, da je načrtovanje nekaj, kar je človekov pomoč, zato da se v bistvu lahko bolj dobro živi. Bolj dobro, bolj kakovostno, da je lahko okolje več vredno in da imamo lahko vsi več od tega, kar imamo na razpolago, ker pač imamo omejeno število kvadratnih centimetrov države, tako pač tega se ne da prav veliko dodatno ustvariti, lahko gremo v višine, v globine, ampak površja je, kakor ga je in kar z njim delamo je v bistvu izjemno pomembno. In mislim, da največja zadrega je ta, da je pravzaprav v 30 letih osamosvajanja v smislu te nacionalnosti in tudi svobodne pobude, če hočemo, in preobrazbe družbe, se povsem uspelo razgraditi polje prostorskega načrtovanja kot dejavnosti, ki pomaga reševati najbolj velike probleme. Se pravi, kje bomo stanovali, kako bomo dobro stanovali, kako bomo skupaj stanovali, kje bomo predelovali hrano, kako bomo potovali, kako so razporejene dejavnosti v prostoru. In če grem zdaj na najbolj aktualno temo, so to na primer obnovljivi viri energije, sončne elektrarne, vetrne elektrarne, zdaj jedrska elektrarna, hidroelektrarne. Tukaj smo zdaj, pač to so zdaj te teme. In zdaj, če mi ne znamo prostorsko načrtovati in če ne verjamemo, da so prostorski načrti nekaj, kar pomaga družbi lahko skrbno in odgovorno do generacij, do narave in do drugih dejavnosti v prostoru in drugih ljudi, ravnati s prostorom in ga uporabljati ali pa ga opremljati z napravami, pride do težav. In mi te težave sami kličemo, ker mi tega ne počnemo. Mi verjamemo, da je prostorsko načrtovanje to, ki vam pove, kje smete graditi, kako smete graditi in podobne detajle, da je to ovira. Mi rečemo temu, da je to administrativna ovira, da je to nepotrebno poraba časa in si pravzaprav
ustvarjamo eno iluzije, da kadar je problem dovolj resen, dovolj velik, naprimer vse elektriko, pa vendar vsi rabimo, telefoni, televizije, ne vem, stroji, karkoli že, medicina, vse je odvisno od elektrike, torej mi moramo zdaj to energijo narediti in to je glavni cilj. Ne sprašujemo se, kako to narediti na dolgoročno vzdržen, se pravi trajnostni način v tem smislu odgovornosti do okolja prihodnosti in druge produkcije v prostoru in rabe prostora. In to je ena taka velika zadrega ali pa težava v tem smislu, ker seveda zaradi tega gradimo slabše, kot bi lahko gradili. Manj uspešno se pogovarjamo o tem, kam bi radi prišli, kako bi radi dosegali ene skupne cilje, naprimer se opremili z energijo iz obnovljivih virov in prišli na neko višjo stopnjo podnebne odpornosti, naprimer, da tako rečem. Ker preprosto verjamemo, da bomo lahko stišali nekam, kjer se nam zdi, da je to zelo pomembno. Če se vam zdi vprašanje vetrnic ali pa sončnih elektrarn preveč tako v oblakih, ker tega naprimer v Ljubljani ali pa kjer živite ne vidite, je pač najboljša primera za to, kako slabo nam gre tovarna Magna. Tovarna Magna, za katero, ker se po klasičnih postopkih prostorskega načrtovanja ni dalo tega na hitro zgraditi na njivi, smo spisali poseben zakon. Mi smo, skratka, iz sistemske strukture, kako mi načrtujemo razvoj v prostoru, vzeli en interes, postaviti na tovarno, zagotoviti toliko in toliko delovnih mest v tem in tem času, napisali poseben zakon in potem prisilili celoten političen sistem in vse strukture, da je šlo to skozi in smo potem to zgradili. Vi vsi veste, da niti 10 let ni minilo od takrat in da v bistvu od te zgodbe ni nič. Tukaj ni nič. Vi tudi veste, da nihče od teh, ki so stišali to odločitev, na ta način ni svojih otrok ali pa sebe zaposlil tam noter. Vi tudi veste, da to niso delovna mesta prihodnosti. Da pač mi lakirati pleha v prihodnosti ne mislimo. To ni nekaj, v kar verjamemo, da je prihodnost. Prihodnost so čist druge dejavnosti. In danes se pogovarjamo o tem, da bomo nehali jesti veliko mesa, da rabimo zemljišča za to, da bomo pridelali naprimer zelenjavo in poljščine, da bomo lahko spremenili strukturo naše prehrane. In mi smo pred 20 leti, včeraj na eno kmetijsko zemljišče postavili tovarno, kjer lakiramo avtomobile, ki jim tudi pravzaprav prihodnost že piska zadnje ure. Tako da to so stvari, to so posledice tega, kako se nam je sistem pravzaprav prostorskega načrtovanja podrl in to je po mojem največji problem. In to je pač ena taka največja tragična zgodba, naprimer naše generacije prostorskih načrtovalcev, arhitektov in urbanistov verjetno, da smo pač živeli v času, ko je sistem deloval, ko smo v bistvu razumeli, kako deluje prostorsko načrtovanje. Jugoslavija je bila ena zanimiva država, ki je dala republikam relativno veliko suverenost in Slovenija je tam nekje od konca 60-ih naprej dosti lepo gradila svoj sistem družbenega planiranja, kar je nekaj, kar je zelo blizu pravzaprav konceptu trajnostnega razvoja. Ko smo mi bili v izteku 80-ih, se pravi, ko smo prihajali pred to veliko družbeno spremembo, smo imeli naprimer prostorski zakon, ki je bil takrat na evropski ravni izrazito sodoben, ker je pač imel ugrajene sisteme presoje vpliva na okolje in je bil že v tem smislu trajnosti absolutno, bom rekla, bil je svetov vzor. Takrat je nastal v 80-ih, tako da je bil takrat, je pobral najboljše možno znanje in je res, glede na to, da je bila država tako odgovorna, taka je bila ta struktura pač naša v tistem času, je bil res nekaj naprednega. In mi smo še živeli v tem, da smo tudi s temi zakoni delali, mi smo tudi živeli s tem, da smo prvih 10 let nove države izrazito spretno in domiselno te zakone dopolnili, tako da se je dalo pravzaprav že živeti nove družbene spremembe, hkrati pa so te strukture tega, kako načrtujemo rabo prostora, kako smo v tem smislu odgovorni do narave in do družbe, še spoštovali. In v bistvu se nam je zalomilo pravzaprav leta 2007, ko se nam prvič prekucne vlada
v desno, ki potem zalomi, v celoti zalomi z terminologijo. Jaz ne vem zdaj, z katerih področji ste poslušalci, ampak to pomeni, da en dan pač en izraz, prostorski plan, pač ne obstaja več in nekdo si izmisli en izraz, nek nov izraz in zdaj se pa pet. Gradbeno dovoljenje, pač ni več gradbeno dovoljenje in tako naprej. Lokacijska informacija nastane namesto lokacijsko dovoljenje, kar je poznala skoraj vsaka stara mama prej, ker to so bile ene stvari, s katerimi so ljudje živeli in so bile globoko zasidrani ljudje so vedeli, da greš na občino vprašati, kaj je v planu, ljudje so vedeli, da boš dobil tam informacije, kako se bo smelo graditi. In to so bile ene zanesljive strukture, ki so pomagale živeti, načrtovati življenje in tako naprej. To smo pač zdaj uspešno razgradili in ja, to je pač nekako največja verjetna težava trenutno. Ampak zdaj, če te prav razumem, ste naredili tudi nekaj korakov naprej, se pravi, ti ste bil nekakšen udarec oziroma bom rekla? Vmes smo verjeli, da smo jih naredili, ja. Tako verjetno vidim, da se bolj modri ljudje od mene smehljajo, ker pač ja, človek naivno verjame, da je ujel trenutek. Vmes smo nekaj časa verjeli, da smo ujeli trenutek in se je stroka uspela povezati. Se pravi, to pomeni arhitekti, urbanisti, gradbeniki, brez velikih razlikovanj med temi nekimi minornimi, disciplinarnimi zgodbami, nevladniki, akademski del, inženirska in arhitekturna zbornica in smo v bistvu organizirano državi skušali praktično nekih 5 let, mislim, da je bilo 5 let, Darja, odgovorno do prostora smo se poimenovali, smo si nadelili tako aktivistično ime in pa smo 5 let čisto vsako stvar, od tega, kaj je pisalo v strategiji razvoja države, do vsake intervencije v zakonu o gradnji, v zakonu o prostoru intervenirali in napisali neko mnenje. In ta mnenja so bila vsa skozi konsistentna in skozi smo ponavljali isto. Ne gre za spremembe zakona, gre za neko odgovornost, kjer je treba pač biti dosleden, kjer je treba priznati ene prioritete in se jih je treba držati. In če se teh pravil ne bomo držali, bomo slej ko prej sami sebi skopali jamo. Zdaj, malo sem povedala po svojem, ampak v bistvu to bilo nekaj takega. In iz tega je pol nastala tudi ena fajn aplikacija, ki je pač fajn zaradi tega, predvsem kultura prostora in graditve, zdaj smo jo poimenovali, ki je predvsem fajn zato, ker je tako multidisciplinarna, ker so se tukaj v bistvu te stroke brez velikih prerivanj in prerekanj, kdo je bolj pameten, bolj pomemben, dalj časa obstaja, sestavlja in tukaj pač je to, jaz sem ponosna na to, seveda zato, ker smo kalinski arhitekti, da smo zelo verbalni ljudje, zelo znamo govoriti o tem, kar delamo, tudi bili glavni pisci teh tekstov. Ja, seveda. Lahko te knjige dala v roka, ker se mi zdi, da bi bilo fino, da pač imate neko prijemljivo gradivo. To je bilo neko veliko upanje, ki se je tako na prelomu iz prejšnjega desetletja, se pravi tam od 2010 do 2015 to trajalo. Ampak zdaj smo pa, mislim, da kar v razsulu. Zdaj, omenila si tudi to sodelovanje med različnimi disciplin, različnimi znanosti, ved, tudi nevladne organizacije, vlada in tako naprej. Se pravi, ravno ta interakcija in to sodelovanje se mi zdi ključno, da drug drugega poslušamo in si pač pomagamo. In vseeno bi omenila zdaj ta Rožnik. Jaz sem iz Rožne doline in sem odraščala celo življenje, mislim pač, dobršen del življenja sem tam preživela, Rožnik je bila res moj playground, tako da mi je prav hudo zaradi tega, kot verjetno še komu. Tako da tukaj ste se tudi povezala, torej predstavniki gibanja Mladi za podnebno pravičnost, predstavniki protestivala, inštituta, tako da kaj se zdaj dogaja tukaj z Rožnikom in s to sečnjo, verjetno veste, o čem govorim. Ja, to je pač en tak, naprimer zadnji ljubljanski primer, taka žalostna slika tega, kako pravzaprav se ureja prostor, bom rekla, preveč enostransko, premalo preudarno.
Kaj se dogaja? Mestna občina je v skladu z gozdno-gojitvenim načrtom, zato območje velja gozdno-gojitveni načrt, ki je tako, gozdno-gojitveni načrti so ne taki načrti, ki na 10 let, desetletno dobo dorečejo in v tej dobi tudi predvidijo, koliko je gozda, koliko je dreves možno posekati glede na prirast in glede na njegovo naravo. Ta gozd je gozd posebnega namena in ima pač v tem gozdno-gojitvenem načrtu en program sečne predviden in zdaj Mestna občina Ljubljana je sklenila ves ta program posekati na teh svojih zemljiščih v zelo kratkem obdobju. In je napovedala 13. decembra, da bo, ne vem, novembra je napovedala, da opozorila, da bo prišla sečna, da se bo začelo odkazovanje dreves. 13. decembra je to na svoji spletni strani zelo skopo naznanila in 14. decembra se je začelo sekanje. In okrog novega leta, se pravi, ne, tako se niti 2 tedna to ne traja, ljudje začnejo opozarjati, da se sekajo zdrava drevesa, da so različno stara, ampak da so kar precej stara, lepa in da ta les se tam tako lepo zlaga in to da ljudi spravi v en nemir. Pač jaz tudi pol sem seveda mogla to pogledati, ker mi smo pač ena taka organizacija, ki se pol nam piše pisma in se nas prosi, da pomagamo misliti, kadar se take stvari začnejo dogajati. In ja, to je bilo še kar žalostno za videti res. Se pravi, na enih območjih so bila vsa odrasla drevesa praktično posekana takrat. Tam okrog Vodohrana, če si predstavljate tam nad študentskim naseljem, gor, so vse velike bukve posekali. Zdaj, da bi temu rekli golosek, pa ne vem kaj, nismo hoteli pretiravati, ampak jaz sem pač potem prišla v pisarno in sem se usedla in sem napisala pač eno mnenje, in smo ga mi objavili, kjer smo skušali izpostaviti 2 stvari. Prvič, da je to, da so ljudje tako iz sebe in da nimajo odgovorov in da ne razumejo, zakaj se je to zgodilo, kaj je za tem, a zdaj občina služi denar, ali bo občina gradila, ali občina res zdravi hrib, ker so drevesa tako bolna, da to pač ni v redu, to je pač en pogled in to sem skušala s tem mnenjem osvetliti. Drugo je pa seveda to, da sem hotela izpostaviti to, da je to območje, ki je območje zavarovane narave, da je to območje, ki je območje kulturne dediščine, to so vendarle naši predniki zavarovali pred tem, da bi se tukaj gradilo ali pa da bi se to preobrazilo v kakršnokoli drugo vrsto rabe, ampak je to bilo zavarovano v dobrobit prebivalcev mesta, to je krajinski park. In da je to seveda zdaj v luči podnebnih sprememb, seveda tudi en zelo pomemben pravzaprav območje v tem smislu blaženja, v smislu zadrževanja vode, v smislu kompenzacije temperatur, ponora, če hočete, ogljika, čiščenja zraka in tako naprej, da skratka tukaj je več razlogov, da smo mi upravičeno vznemirjeni. Ne samo torej ljudje, ki hodijo mimo, ampak tudi tisti, ki naprimer znamo kaj misliti o mestnih gozdovih. In tako smo potem, ko smo to nekako objavili, smo se pol povezali tudi z Mladimi za podnebno pravičnost s festivalom in smo pol teden kasneje ali kako naredili to neko medijsko srečanje pred mestno hišo, kjer nas prvič, odkar pravzaprav take stvari opazujem, ni pozdravil župan, ampak so nas pa prišli opazovati. In kjer so sicer mediji prisluhnili tem, bom rekla, zgodbam, kjer je bil glavni poudarek ta, da smo mi pozivali k temu, da se naj sekanje ustavi, da naj se javno predstavi razloge in nekako odpre pogovor, in da naj se potem nekako pripravi nek načrt, da se bo bolj preudarno gospodarilo s tem gozdom, ker je to pač preveč pomembno za ljudi in za okolje v mestu, da bi se tako radikalno izsekavalo. Odziva nismo dobili, tisti, ki ste to sledili, ste videli, da je najprej bil pravzaprav en tak, bom rekla, zelo podcenjujoč odnos do tega našega nastopa v tem smislu, da so to ljudje, ki imajo pač radi drevesa, ljudje imajo pač radi drevesa in zdaj pač trpijo in tako se je malo hotelo norca delati. In mi smo si pa zadali, da to je pač zdaj tako, zdaj pa to je pa resno, zdaj pa moramo mi tukaj zdaj ta strokovni glas dvigati in pa smo malo dvignili telefone in smo se malo pozanimali pri kolegih gozdarjih, pa pri biologih, pa naprimer, da smo imeli tudi srečo pa kakšne notranje
ljudi, ki se poblizu s tem območjem ukvarjajo, se pozanimali, kako in kaj. Pa smo rekli, da to je zrelo, zato da se še malo ojača glas, zdaj pa ta strokovni, da damo vedeti vsem tem posmehovalcem, da to pravzaprav so strokovni ugovori, da to niso kar neke te, bom rekla, mimogrede, mimobežne pripombe, ampak da ima to neko podlago. In potem smo organizirali ta protest v Tivoliju, kjer smo pa potem že bili, bom rekla, artikulirani tudi na tem na strokovni ravni en korak več, smo posebej govorili o podnebnih spremembah, posebej o varstvu narave, o teh vidikih pravzaprav upravljanja z mestnim gozdom. In takrat smo tudi pol že ven potegnili to Evropsko direktivo o obnovi narave, ki je prvi tak pravni dokument, pravno zavezujoč dokument v nastajanju na ravni Evropske unije, ki posebej za gozdove prinaša ena izhodišča, ki so tle tako zdaj pač res v enem, bom rekla, zelo tako neprijetno zrcalo temu, kar se tle dogaja. Govorijo namreč o tem, da morajo gozdovi postati bistveno bolj mešano stari, da mora biti v gozdovih več zelo starih dreves in različno starih dreves, tudi več dreves, ki v gozdovih propadajo, skratka, ki ležijo na tleh in stoje in leže propadajo. Se pravi, tu je v tem smislu krepitve moči narave in biodiverzitete. In potem drugi del, ki je zanimiv, je tak, ki reče, da je treba seveda glede na velik pomen narave in tudi konkretno gozdov, o tem, kako se z gozdovi ravna, zelo dobro obveščati prebivalce, ne kar tako javnost pa časopise, ampak prebivalce. In potem to pomeni pravočasno piše noter, pravočasno ljudem dati vedeti in poskrbeti za pravno varstvo te pravice, da so ljudje seznanjeni, in povedati, kako boste to, kar bodo ljudje povedali, ko boste se z njimi pogovarjali, upoštevali. Vse to je v dokumentu spravljeno. To je zanimivo zato, ker to je samo izostritev pravil in, bom rekla, določil Aarhuške konvencije, ki je v bistvu pa splošna konvencija, ki v bistvu zagotavlja pravico do obveščenosti o tem, kar se z našim okoljem dogaja. In skupaj z pravico do zdravega bivalnega okolja, ki je postala človekova pravica z lanskim letom, sprejeta kot človekova pravica, ni več zdaj to samo ustavno zaščitena pravica v državi Sloveniji, ampak je spet človekova pravica in jo ščiti Evropsko sodišče za človekove pravice, so to zdaj kar močne, bom rekla, argumenti na strani prebivalcev, skratka teh ljudi, ki jih to skrbi, tudi če pustimo vse ostalo, kjer je seveda zelo močen argument strokovni, da je treba multidisciplinarno upravljati s tem območjem. To preprosto ne gre, da je to se obravnava kot da je to en mestni rezervat, gozd, kjer pač mi gospodarimo po načelu, naprimer, najmanjših ali pa čim manjših stroškov. Ker to sečno si lahko razlagamo na dva načina. Ali tako, da je treba naenkrat posekati, ker nočemo dati vsako leto malo denarja, pa zato naenkrat na veliko naredimo, ker je to cenej, kot če pridete velikrat v gost, ker si nočemo razlagati s temi drugimi, da bi nekdo rad gradil ali pa kaj takega, ampak verjamemo, da je to narejeno zaradi tega. In drugič, seveda tudi s tem si lahko razlagamo, da ker bo poteklo obdobje veljavnosti tega gozdno-gojitvenega načrta in se začne delati nov, in ker bodo v tem času novega seveda začeli veljati strožji normativi, kar se tiče ohranjanja in varstva narave, je možno, da bo možno manj posekati, da bodo ti etati predvideni v gozdno-gojitvenem načrtu drugačni, je zato treba zdaj hiteti in z tega narediti oba koraka, pomladitveno sečno plus potegniti čim več denarja oziroma porabiti čim manj denarja. Tako, tukaj so zdaj možne različne špekulacije, jaz to za nalašč nesramno špekuliram, ker se nobeden noče z nami pogovarjati. Še zdaj ne. Nobenega odziva ni bilo? Ne. Mislim, odzivajo se institucije, ne odziva se lastnik, to je mestna občina. Ja. Torej, Maja, ti si aktivistka. Bi lahko te opisala? Je pomembno, da se angažiramo, če se le lahko tudi, mislim, dobro, ti si zdaj tudi del strokovne javnosti, ampak civilno pač je pomembno, da v bistvu izrazimo svoje mnenje jasno, glasno, pač
Kaj se ti zdi? Meni se zdi, da je pomembno, da se ustvarjajo razmere, v katerih ljudje lahko takrat, ko čutijo, da bi radi nekaj povedali, ali pa ko se jim zdi, da nekaj ni v redu, da to lahko rečejo in da se to sliši. Ja. Meni se zdi, jaz ne bi rada bila eden tistih, ki govorijo, da je pomembno, da smo vsi aktivni državljani in se mi zdijo to lahko tudi prazne besede. Bolj se mi zdi pomembno, da se ustvarja ta klima, v kateri, ko te nekaj začne skrbeti, ko ti nekaj se ne zdi v redu, je to normalno, da se oglasiš in da te nekdo sliši in da pride do enega odziva in da se začnejo stvari spreminjati. Zdi se mi, da si nobeden ne želi tega, da bi kar naprej bili vsi na preži in sam čakala, kje moramo iti nekam kričati pa se boriti za svoje pravice, ampak si mislim, da moramo postati bistveno bolj, bom rekla, odprti za to, da se slišimo med sabo. Ne verjamem, da je možno v kritičnih časih brez tega dobro živeti in mislim, da so časi kritični, v smislu pritiskov na okolje in na družbo in da je to najbolj pomembno trenutno. In zato se mi tudi pač, kljub temu, da včasih je kakšna bitka bolj stranska, zdi vredno podpreti tiste, ki so se mogoče še bolj pripravljeni angažirati in naprimer sem tudi hvaležna tako v tem kontekstu, da obstajajo neke skupnosti, kjer se podpiramo in lahko ne toliko zato, da mi pridemo do izraza, ali pa da ti nekaj rečeš, kakor to, da se ustvarja občutek, da je v mestu možno govoriti o tem, kaj si mislimo, kaj nas skrbi in kako bi radi, naprimer, kakšno stvar uredili. Ja, da je artikulirano, ne? Ja, da je ta kultura dialoga v bistvu se vzpostavi, ne? Ja, se strinjam. Mislim, to se mi zdi glavna stvar, no. Zdaj, ko govorijo o teh padajočih drevesih, v Drami je bila premiera decembra lani, Kako je padlo drevo. Ti si napisala, torej, kot sem rekla, besedilo za gledališki list. Lahko kaj poveš o tej drami, morda in o svojem tekstu, seveda? Ne, mislim, ta zgodba je tako taka posebna. Mislim, lepa je, ker je spet ena taka stranska zgodba. Mislim, mi se s kolegi, s kolegicami in kolegi, pa moram tako reči, zato, da bi z drevesi ravnali bolj odgovorno in strokovno, res, bom rekla, že dolg časa ukvarjamo in je to tudi ena taka precej huda bolečina strokovna, bi rekla. In mene so pač poleti klicali, potem, ko je bil predsednik vlade v Drami, so me klicali igralci, vsi obupani, da zdaj pa so oni te načrte videli in tam mi študiramo Čehova, mi bomo igrali Češnjo vrt, šle bojo pa posekali nam pred nosom zdaj ta divji kostanj in kaj ne zdaj naredimo in potem smo se veliko o tem pogovarjali in pač zdaj, ko je bilo enkrat v ansamblu ta zgodba, da tle obstaja neka duša, ki jih sliši in ki lahko z njo delijo to, je pol, ko sta Katarina in Žiga prišla delati predstavo, me pač dramaturginja iz Drame poklicala in sem jaz napisala pač en tak esej v resnici, ne neko strokovno besedilo, ampak en esej o tem, kako se ta vez do dreves, naprimer, da je to ena taka napol osebna zgodba, kako se ona razvije in kako pač končam s tem, kako tragično je to, da se naprimer od takrat, ko smo leta 2008 posekali rdečelistno bukov za prenovo opere, zdaj ob prenovi naslednje avstro-ogrske institucije v mestu dogaja pravzaprav podobno. Tudi tle bomo morali seveda eno zelo staro drevo, ki ustvarja en mikroambient, posekati. Če ga pa ne bomo posekali, ker ga bodo mogoče umni arboristi znali presaditi, kar se sicer meni zdi farsa, bomo pa še zmeraj uničili ta mikroambient, ki ga zdaj to drevo soustvarja. To je ta zgodba iz gledališkega lista. Drugač, Drama je pa izjemno močna sporočilna zgodba, brez da bi se z Žigatom s Katarino kaj pogovarjala, ona sta tako in tako zelo okoljsko ozaveščena, sta odprla to, cela Drama se vrti okrog tega, da pride do namere, da se bo eno drevo posekalo in zdaj ta en član te razširjene skupnosti, družina plus razširjena skupnost, ki skupaj sobiva, se priveže na drevo. In vse, kar se dogaja v tistih skoraj 3 urah, se dogaja v ozadju s tem jakatom, ki je privezan na drevo in oni pa pač svoje drame in odnos do tega in drevesa in med sabo doživljajo in se
se konča z enim Ne povedal. Pojte gledati. Ne, Dobro je. spoiler, se Dobro še... je in je na se še da boljšni videti. Ja, še se da videti. Je pa tako fina, ker je tako kontroverzna, ker je seveda direktorica drame zelo na trnih, da bi se zbudilo preveč zanimanja za dogajanje in da bi prišlo do protesta. Je tudi seveda slišala, da sem jaz rekla, da ta kosten pa zna biti tisti, ki bi se vam mogoče jaz hotela tam neki, ne ravno prevezati, pa posesti od spodi, preden ga posekajo, ker to je pa res bolečina. Jaz sem tam zraven doma, tam sem odraščala, to je pač moj konc mesta in mi je tako, res mi je ljub ta ambient in res mi je tragično, da bo tako, bom rekla, razosebljena, ker pač ta stik med drevesom in med hišo naredi pač nekaj čist druge, bom rekla, okoliščine in pogoje, rabe prostora in doživljanja prostora, kot pa pač sam gola arhitektura, kar se bo zdaj tam pač ustvarilo. Kar žalostno. Drevesa so res zelo posebna bitja, se mi zdi. Tako da nisem žal prebrala še tega tvojega eseja. Praviš, da je tudi kar nekaj, da je osebna v bistvu zgodba. Na nek način moraš, ne moraš v gledališki list napisati nekaj strokovnega, ampak skušaš pač nekako povzeti to, kar veš, da nekako preveva ljudi. Po eni strani ta močna čustva, ki so tako, po mojem, kot pri Rožniku, zelo prvinska in zelo legitimna. Mislim, da je to pač logično, da tako čutimo. Tukaj gre za pravzaprav to v gene zapisano relacijo človeka do narave. Drevo ima v razvoju človeške družbe velik pomen. To ni kar tako, to je zelo pomembno, bom rekla, zatočišče in simbolna prvina narave. Tudi to mesto, to ni kar tako neki, drevo pride visoko gor, blizu hiše, visoko gor, ljudem, ki se ne morejo več premikati, prenaša ta stik z letnimi časi, z življenjem, tako da to so zelo močne, bom rekla, vibracije in tukaj pač to je treba spoštovati. Jaz tudi to spoštujem in verjamem, da je to rečeno, legitimna, da so ta čustva legitimna in hkrati pa obstajajo tudi čisto stvarni in objektivni argumenti, zakaj je to pomembno, sestavina mestnega okolja. Verjetno se sproščaš ti tudi s tem, da se obdajaš z drevesi, jaz vem, da se tudi objamem kakšno drevo. Tako da za konec, ker se nama čas izteka počasi, me zanima še, kako se sproščaš, Maja, ker vem, da ogromno delaš, pišeš, tudi potuješ veliko zaradi svojega dela. Kaj pa počneš, da se res sprostiš? No, si rekla, da delo te zelo pravzaprav izpolnjuje, tako da mogoče te tudi sprošča, ne vem, ampak še kaj? Ja, ne vem, jaz res imam veliko sreče, se mi zdi. Tako res delam nekaj, kar rada delam in imam to srečo, da to delo ni tako suhoparno in enoznačno, da bi me samo utrujalo, tako da tudi nudi polnjenje baterij. In pol so tukaj kakšni tereni in tako drugače, pa jaz mislim, da mene sprošča, ne vem, družba. Rada sem z drugimi ljudmi, rada se družim. Narava pa itak, to je, to vrt. Vrtljanje po vrtu, pobiranje listov, plevel, mislim, zelo take banalne stvari, pometanje peska po ploščah in take stvari. Res take stvari se mi zdijo, to verjetno počnem. Mislim, da to počnem za relaksacijo, po vrtu vrtljam, ampak ne pridelujem zelenjave, prav vrtljam, čist brez veze. Kaj stik z zemljo, stik z naravo? Zelo čutno. Mislim, da je tako narava pa ljudi, jaz imam tako, ljudi imam tako rada sem z ljudmi. Tudi smo radi s tabo, Maja. A bi še kaj izpostavila, kar sem mogoče pozabili, kar sem jaz pozabila te vprašati, pa je nujno, da slišimo? Nač je nujno. Kako ne? Nač je nujno. Se en lok smo naredili pravzaprav, se mi zdi, če svoje delo, ampak vem, da si res zelo dejavna. Ne gre za to, da sem dejavna, se mi zdi. Mislim, lok je tak, da mogoče je tako, da je tebe bolj zanimal ta raziskovalni del, ampak drugače sem jaz delala tudi kot prostorska načrtovalka, se pravi, sem projektirati, pomagala načrtovati v prostoru, umeščati avtoceste in tudi idejne projekte
se pravi dopolnjevati z ozelenitvami in krajinskimi načrti in sodelovala pri projektiranju naprimer otroškega igrišča v Šmartinskem parku in tako naprej. Tako da razpon mojega dela je res kar velik. Nisem, bom rekla, izjemna projektantka, nimam nabora, tako kot ene moji kolegi so predvsem projektanti, pa so pol tudi kaj drugega zraven. Mislim, da v glavnem smo vsi več kot samo ena smer dela, ampak jaz imam pač ta zelo velik razpon, mogoče je to ena taka posebnost. Drugače pa ne vem, kaj bi še... Knjige ste si uspeli pogledati, ene so verjetno še okrog, tako da ste videli tudi neko vizualno podobo nekaterih projektov oziroma akcij, da tako rečem. Ja, nič, Maja, najlepša hvala za vse, kar si že naredila kot aktivistka, kot znanstvenica, raziskovalka, arhitektka. Zdaj pa vas prosim za kakšno vprašanje, komentar mogoče. Jaz imam res dve. Dve vprašanje. Ja, super, sem pa. A se moram predstaviti? Če hočete. Urša Znežan. In sicer eno tele avtoceste, vse so že daleč nazaj, ampak tako rekoč nič oziroma zelo malo zelenih mostov je sploh, ne vem, na Primorki, a je bil to razlog izključno denar? Mislim, ali ste jih, tako, a je bilo mišljeno in ste jih planirali nekako po res nekih strokovnih kriterijih, kjer ne bi bili? To je kar provokativno vprašanje. Jaz se zelo dobro spomnim, naprimer, zahodne obvoznice, da smo se pogovarjali o zelenem mostu, pa pol se ni zgodil, tako da jaz se malo bojim, da smo bili tukaj malo, da tukaj ni bilo to še tako zelo ozaveščeno, da bi ti mostovi prišli noter, tako kot naprimer pol vidimo v Avstriji, tako čez mejo. Pa tudi na Hrvaškem, ali so bili za nami, pa jih je več. Ja, oni so bili seveda za nami. Tukaj gre za ran, bi rekla, skoraj 15-letni zamik, in to je to velik zamik, da se ene stvari postanejo tako, to je zelo zanimivo. Najprej pridejo, pa so tako, jaz se točno spomnim, imam po mojem še celo kakšne ročne risbe teh prvih mostov, čisto iz začetka 90-ih, ko smo pravzaprav na Ljubljani delali, pa so se te stvari, pa zdaj slišim, da se bi to naredilo, se pravi, da prihaja noter, in potem 10-15 let kasneje je to postalo standard. Kaj da bi se jih naredilo zdaj? Ja, zdaj, ko bo se zahodna obvoznica se bo širila, in se razmišlja o tem, da še dodatni pasovi se delajo. Zahodna je torej tale od Kozarij proti Šiški. Tako. Zdaj ta ljubljanski obroč to je pač nekaj, kar se je skušalo odkomentirati, pa verjetno veste, da se je radikalno to utišalo. Mi imamo, zdaj smo tudi to je tudi tako podobno kot s temi zelenimi mostovi ali pa prehodi za živali, je tudi to. Mi po eni strani vemo, da moramo zmanjšati število potovanj, vemo, da se moramo umakniti iz avtomobilov, vemo, da moramo preiti na javni potniški transport in da moramo živeti na krajših razdaljah, ampak mi sočasno širimo ceste in v bistvu ustvarjamo kakor boljše pogoje za večjo pretočnost avtomobilskega prometa. Tako da, zdaj smo v enem takem res zoprnem obdobju. Ne vem, če je ravno nemški pregovor, ampak iz Nemčije sem slišala, kdor se je ceste, žalje promet. To je nekaj, s čimer mi živimo že 20 let in kot rečeno, pač res, zdaj sami veste, mi smo v Ljubljani, tudi Slovensko cesto smo prenovili in jo naredili čim bolj prijazno pešcu in kolesarji in pač skratka smo naredili ene vidne rezultate in s tem hodimo po svetu in se hvalimo, kako smo napredni. Po drugi strani pa pač je to Ljubljana v dialogu z državo počne. Ljubljana je tudi tukaj zdraven, to ni tako, da se to Ljubljani dogaja, da se obvoznica šira. Tako da... No, pa se 100 000 ljudi vozi v mesto, Ja. Mislim, kar ni... Je treba upoštevati to, Ker ni vlakov, ker ni avtobusov, ker pač ni... Ker se jih vozi, ker bi lahko stanovali v Ljubljani, ampak ne stanujejo v Ljubljani. Recimo, polovica ali pa tretjina bi lahko živela. Pa tudi, ker bi lahko pač cel kup enih delovnih mest ne rabijo biti samo v Ljubljani, ker ni res, da pridejo pometati po stanovanjih ali pa ulice, pridejo delati tudi stvari, ki bi lahko bile tudi drugje, če bi mi
razmišljali o tem, da je pač življenje na kratkih razdaljah bistveno bolj kakovostno. Bistveno bolj kakovostno. V smislu zdravja, dobrega počutja, družbene povezanosti, enakosti, če hočete, ki je tako pač velik izziv, ne? Čeprav si v Sloveniji zatiskamo oči, mi se delamo, da ni velikih razlik med nami, čeprav se zelo hitro, zelo povečujejo in tako naprej. Drugo je pa, a je v Ljubljani zdajle kakšna lokacija, kjer se veliko dela na tem, da bi recimo degradiran prostor, ki so ga mislili za gradnjo, pa da se je že veliko naredili na tem, da bo mogoče vstal. V mislih imam predvsem tole Šercerjevo vojašnico, no, tlele z Bežigradom, od Petrola malo naprej, nasprot Lesnine. Sodnijo. Mislim, tako, no, kakšne tele lukne, ki so že čisto v bistvu neki biotopi, a je, ki vem, da so tele neki razne civilne iniciative neki, ampak je kaj, da bi se mogoče, ne vem, da bi se uspeli obdržati kot nek magar nadomestni habitat. Mislim, v Ljubljani, ena stvar je tukaj, pri teh komentarjih je treba imeti v mislih, da je naša urbanost res pravzaprav zelo skromnih dimenzij in gostot. Da mi vendarle ne živimo v teh mestih, velikih evropskih ali pa tudi, če hočete, globalnih mestih, kjer so te stiske tako velike in odkoder prihajajo te koncepti, ohranjanja divjin in tako naprej v mestu. Tako da to, ko nekdo začne govoriti, kako bomo mi eno divjino ohranjali, je vedno tako malo eni deli, tukaj sebe ne vključujem med tem, ampak eni deli ljudi tega sploh ne morejo razumeti, ker vam bodo rekli, pa si nora. Kaj pa ti govoriš, Maja? Pa se to 5 minut, pa si v divjini, zdaj bi pa ti rada, da je divjina še pred mojim nosom. Tako, to zdaj sem to eno dimenzijo. Drugače pa, naprimer, onkaj gradbišča, če poznate, to veste, da na koncu Resljeve, to je zdaj v bistvu že v prestrukturiranju. In zdaj lokacija Bežigrajski dvor, kjer je v bistvu lokacija bila za novo sodišče, sodno stavbo, zdaj Ministrstvo za pravosodje je umaknilo namero, se pravi, zdaj tam se ne bo gradilo tega. Kaj se bo gradilo, kaj se bo na lokaciji zgodilo, dokler se ne bo gradilo, bo po mojem to, kar se zdaj dogaja, lahko teklo tam, ali pa to trajno, ali je to utemeljeno, ali to tam mora biti, ali to ne bo tako. Tukaj to so pa v bistvu odprte stvari. Jaz za noben tak načrt, tako načrtno, varstvo divjine ne vem. Vem tudi, da sem še 15 let nazaj to knjigo pisala o mestnih divjinah, zdaj pa pač teh divjin praktično ni več in to ni več tako zanimiva knjiga. Ne vem, če bom kdaj napisala, ampak tako ta zemljevid obstaja, ker sem si jih jaz označila in sem to knjigo začela delati, ampak pač ob vseh drugih stvarih za take prostočasne aktivnosti ni bilo časa. Ja, pa sem še podvprašanje, kaj pa s tobačno bo pa tako kaj planirano? Mislim, če imate kakšne interne informacije. Tobačni smo mi locirani, mi imamo pisarno, tobačni že 10 let. Zdaj ta upravna stavba je itak izločena, ta živi svoje življenje na nek način in živi, je polna. Medtem ko ta drugi del je pa pravzaprav en tak žalosten ujetnik, kot veste, nekih nepremičninskih. Je ta del proti Tržaški, ampak mene bolj luknja zanima. Ne, ta del je. Ta del noter, ta del proti Tržaški je ločen, samo upravna stavba je svoja, medtem ko vse ostalo, to, kar je namenjeno gradnji in tisto, kar ostane zavarovano, je pa pravzaprav žrtev enih transakcij nepremičninskih. To se prodaja, menjuje lastnike in stoji, gradbišče stoji. Trenutno ni aktualno, gradnja ni aktualna. Novih načrtov pa tudi ni. Ali pa se nihče o njih ne govori. Pa tiste je bilo kar grozno. Ja, ampak je bil javni natečaj in je veljalo, da je to dobro. Ok, hvala lepa. Mislim, da Mirjam si še hotela nekaj vprašati. Prej si govorila o dialogu v mestu. Na kakšni ravni je dialog v mestu, glede prostorskega načrtovanja in recimo zadnjih 15 let? Tole zadnji Rožnik je pač samo zadnja zgodba, ampak ti imaš pregled v bistvu nad... Ni dialoga, Ni, ne? Dialoga ni. V resnici je tako, da je tudi še kar zanimivo, kako se je pravzaprav dialog zaprl,
Kako je, ko se je, mi smo, se pravi, pred 16, zdaj so 17 let, ne? Se pravi 8, 7, ne? 6, 7, takrat smo imeli ne vem, kako se je temu rekli, ampak smo se dobivali, arhitekti smo se dobivali in smo precej bili kritični. In potem, takoj, ko je prišla nova oblast, ko se je 2006 to županstvo postavilo in je naš kolega iz teh naših dialogov, profesor Koželj, dobil položaj, je on tudi to organiziral, da se je to nadaljevalo. On si je naredil en takle posvetovalni organ, ki je bil kar širok, arhitekt je imel noter krajinske arhitekte, kolege, s katerimi se je nameraval posvetovati o tem, kako se bo pravzaprav potem preko njega, naprimer, in oddelka za urbanizem se bodo stvari dogajale. To ni prav dolgo časa trajalo, ne? To se je v bistvu vse skupaj sfižilo v prvem mandatu, ne? V prvem mandatu smo potem tudi, mislim, da v roku enega leta spostavili še en organ, ki je bil tudi čisto neformalen, Svet za javni prostor se je klical, kjer smo se v bistvu pa z odprtim prostorom ukvarjali, ne? In smo se pogovarjali o tem urejanju zelenih površin, o ravnanju z drevesi, o koritih, o smetnjakih, o neki kulturi souporabe, ne? O reklamah v javnem prostoru, o kakovosti, ne? O tržnih dejavnostih in tako naprej. To je, kako, kaj, zakaj, ne? Kaj vse je bilo razlog za to, da so te stvari zamrle, sigurno nisem jaz tako lahko povem, jaz lahko samo povem, da smo od začetka v nekih dialogih bili, ampak tukaj ne govorim mesto in uprava, ampak vsaj naprimer neki strokovnjaki. Medtem ko se je pač ta dialog z javnostjo pa je zaprt v resnici, ne? V tem smislu, da mi smo zelo, kako bi rekla, sformalizirali te postopke sodelovanja, ne? Tudi v prvem tem mandatu se je tudi, ko se je pripravil prvi nov prostorski načrt po novih zakonih in tako, to je mislim, da pride 2010 Ljubljana to uspe narediti, ne? Je bila tudi to ena taka resna javna razprava z daljšim časom, kot jo predpisuje zakon in z veliko ambicijo razložiti in tako. Je izgledalo, da bo to nekaj bolj dialoškega. Ampak to je bil v bistvu več kot očitno nekaj, kar je pa minilo, ne? In kar se je skozi bolj pravzaprav zapiralo, ne? Zdaj o tem, kako bo javni prostor urejen, kakšen bo trg mladinskih delovnih brigad, ne? Kaj se bo na Prekomorcih zgodilo z občinsko stavbo, ko se je spraznila, kaj bo tam not, kako bo Kino Šiška prenovljen, kako bo deloval, pač zdaj govorimo o različnih dimenzijah javnega, pravzaprav nekih javnih razprav, teh sproščenih javnih razprav, kjer še ni arhitekta, programa in denarja, ampak govorimo, kaj mesto potrebuje, kako, kdo, ne, kje smo, kaj je zapostavljeno, kaj je treba dvigati, tega pravzaprav ni, ne. Ni na teh velikih merilih, in kjer se veliko denarja obrača, in ni na teh malih merilih, kjer se male stvari dogajajo, naprimer ravnanje z drevesi, urejanje javnega prostora, ko se ne prenavlja ulični prostor, zdaj, a posadimo samo drevo ali ustvarimo tudi neke še zelene grede, ki še kaj drugega počnejo, kot samo podobo ustvarjajo in tako naprej. O ničemer pravzaprav ni resnih razprav. In ta, mislim, da ta zadrga je skozi bolj zaprta, ne, in da pravzaprav je ustvaril se sočasno en tak, sočasno so pa se odprli ti kanali, ne, da lahko vi napišete na portal, ne, svoje mnenje, poveste, jaz sem doma na, zdaj bom kar nekaj rekla, Gregorčičevi 13 in mi rabimo tlele, ne vem, en drevo in tamle moramo unga norca stran spraviti, ko nam skozi parkira pred vrati in teli so pa tudi barabe, pa še to naredite, ne, in potem se to zgodi, ne, to se zgodi, posebej, če ste res na Gregorčičevi, nekje v centru, ne, če ste v Fužinah, se tudi zgodi, ampak ne mogoče čisto nujno, pa ne tako hiter, ampak se tudi zgodi. Ker je to pač ta najbolj, bom rekla, učinkovit način vladanja, ne.
problem pride, ti problem rešiš, to se razve in ta učinkovitost, da mi rešujemo probleme prebivalcev, deluje v pozitivnem smislu in se podpora poveča, in priljubljenost tako zraste, da pa vsi prigovori in vsi razmisleki in vsak dvom odpadejo, ker se vendar vidi, kako je in vidi in sliši, kako smo učinkoviti. In zdaj je tako, naprimer, to se vidi pri Rožniku, ker je res pač tako zanimivo, ta odziv ljudi, ki je tako spontan in je prizadet, in potem tako mediji, ki to zagrabijo, ko začutijo, da nekaj je, malo pokopljajo in potem takoj se pač angažirajo neki povezani posamezniki na različne preko socialnih omrežij, pa preko nekih položajev, ki jih imajo, da pokomentirajo to tako, kot sem rekla, pokroviteljsko malo, dajo vedeti, da so pač to eni ljudje, ki so pač malo posebni, imajo malo preveč časa, pa malo so že zmešani, pa starejši, pa ženske, pa tako se veste. In potem se to pač tako zbanalizira in se proba to tako rešiti. In ko se tukaj, naprimer, to ni hotelo zgoditi, in ko so se že angažirali kolegi iz resnih institucij strokovnih in so se oglasili, in smo mi že potem, po tistem, ko smo imeli tisti dogodek v parku, ta mini protest, smo imeli potem še eno javno razpravo, ki je absolutno strokovna javna razprava, ki je sicer tekla preko spleta, ampak vodila jo novinarka in tam smo bili sami ljudje, kako se reče, z nekimi nazivi, pa ne govorimo o doktoratih, govorimo o strokovnih nazivih, ki kažejo, da smo se izobrazili o tem, kar govorimo. In to je bilo zelo prepričljivo, kar smo mi tam govorili. Tudi med sabo smo se seveda zelo dobro razumeli, ko smo to govorili. Ampak to je v bistvu fenomenalno, kaj smo se mi takrat mislili, da smo se pogovarjali in kaj se je potem zgodilo. Potem se ustvari en tak vakuum, tako stvar se pospremi s tem, da se totalno zmolk ustvari, če imate vi to moč, da cel časopis, osrednji državni časopis, ki izdaja tudi regionalno izdaja Ljubljana, pravzaprav servisira vašo oblast, potem lahko nič se ne zgodi, se pač nič ne zgodi, to je pol molk, ta drug časopis je itak neoliberalen, itak podpira oblast, tak je pa lokalno bolj ozaveščen, pa tudi molči. In če dovolj dolgo molčite, pol spet neki ekstravagantni politiki sicer rečejo, da je to problem, ampak večina v svetu reče, to ni problem, to ni za sejo sveta in to se zapre. In zdaj ljudje, eni itak so včeraj doživeli, da so jim pred hišo pospravili, pa je nagralo postavili, pa nekaj rešili, eno parkiranje pa to, pa so zato zadovoljni s to oblastjo, eni so zadovoljni zaradi česa drugega in gremo naprej. Ampak vsak dan je en drug na vrsti. V resnici je vsak dan ena druga stvar na vrsti. Enkrat je en drevo na hribu, enkrat je en trg, ki je polhan betona, ker se vsi sprašujemo, zakaj je najbolj onesnaženo križišče v Ljubljani polno enega čudovito, lepo oblikovanega betona. Veste, to so lepe stvari, ampak ni jasno, kdo ne bi tam sedel in tisto zrak podihal in zakaj ne bi to tako bilo. In nobene razprave o tem pravzaprav tudi ni bilo. Tako da tudi dialoga pač ni, nažalost. V križišče to? To je Tržaška, Prešernova in Aškovič. Ja, tam na mestu Nova, ja. Ja, zdaj pa bomo res morali počasi zaključiti, oziroma ne počasi, ampak z nekim normalnim tempom. Maja, in vsem nam, tebi in vsem nam želim več dialoškosti, več odzivnosti, več komunikacije, več prisluha. Torej, da drug drugemu znamo prisluhniti in se pogovarjati z odprtimi, bom rekla, očmi, ušesi in srci. Tako da hvala, da ste prisluhnili, hvala za vaša mnenja, za vaše komentarje, predvsem pa tebi še enkrat srčna hvala, da si prišla. Hvala, da ste prišli. Ja.